prva stvar, ki se tiče varnosti, na začetku sem začel govoriti, je, da so ti veliki jezikovni modeli, ki skrbijo za vse te tokove in opravljajo vse te naloge, dosti nezanesljivi. Druga stvar pa je, da so ti agent skills skills.sh. Se pravi, na spletni strani skills.sh imamo tisoče skillsov že narejenih, ki se jih lahko preprosto sname in si jih implementira. Tisoče. Znotraj tega pa so skriti tudi ponekod, niso vsi preverjeni, a ne? So skrita navodila, ki zaobidejo varnostne, recimo guardrails, varnostne postavke, ki jih imajo, ki jih proizvajalci teh modelov ali pa stvarniki teh modelov programsko implementirajo, da ti modeli ne bi počeli nekih neumnosti, a ne? Ampak kot so zdaj že večkrat ugotovili, predvsem pri zadnjem času zelo popularnem sistemu OpenClaw, to je agent, ki deluje na točno tak način, ki sem ga tu pokazal, ampak dosti bolj zapleteno, sam išče skillse po spletu in si jih bolj sam nalaga. In v teh skillsih so skriti project injection, prompt injection se reče temu, se pravi neki injecirani, zelo namerna navodila, ki omogočijo, da ko ti spiš, da pošilja vse, kar imaš ti v tem agentu noter shranjeno, se pravi podatke o Stripe recimo ali pa plačilne metode, neke API kode, ki so povezane z tvojimi lastnimi jezikovnimi modeli, da jih pošilja drugim osebam in ti sploh ne veš, da se to dogaja, ne? Zato moramo pri agentih biti ekstremno pozorni. To je recimo ena največjih ranljivosti, ki se jih zaenkrat še ne da odpraviti, se pravi prompt injection. Tudi ko pregledujemo dokumente, so lahko v teh dokumentih, ki jih dobimo po mailu, skriti ti zlonamerni prompti, ki omogočijo tem, bomo rekli, sodobnim hekerjem, da pridejo v naš sistem na način, da mi sploh ne vemo, da so prišli, in to s preprostim jezikovnim navodilom, sploh ne rabiš več neke grozne programske kode pisati ali pa nekih virusov računalniških, ne? To so sodobni virusi, bi rekel temu. In zato je v podjetjih, ki se odločajo in stopajo na pot avtomatizacije, ker ga v tem trenutku podjetja več ni, ki ne bi razmišljalo o tem, kaj se da vse poenostaviti in pohitriti z agenti in agentnimi sistemi, veliko opozorilo na tem mestu, da naj se posvetujejo z varnostjo in varnostnimi strokovnjaki, kako te sisteme oblikovati, ali jih boš oblikoval varno, ali jih boš oblikoval na način, ki bo sicer deloval, ampak ne boš vedel, kaj se v ozadju dogaja, ne? In za konec mogoče še ena izmed najpopularnejših ali pa najbolj iskanih sistemov v podjetjih, to je pa RAG, Retrieval Augmented Generation, se pravi pogovor z lastnimi bazami dokumentov. Microsoft recimo je tukaj dosti učinkovit z svojim SharePoint agentom, sicer pa se da to vse narediti tudi čisto lokalno, brez da grejo podatki ven, brez da se dogaja kraja, recimo da pridejo vhodni podatki noter in da naši agenti delajo ali pa ti modeli delajo nekaj, kar mi nočemo, ne? Sploh v primeru, ko se pogovarjamo o zaupnosti. Namreč, s tem bom tudi zaključil, zasebnost in zaupnost sta dva termina, ki se jih moramo zavedati, ko uporabljamo velike jezikovne modele. Zasebnost v prvi vrsti skrbi za to, kdo ima dostop do naših podatkov, ki jih vnašamo v ChatGPT. Se pravi, ko neke podatke o poslovanju vnašamo v ChatGPT, se moramo zavedati, da bo OpenAI ali če uporabljamo Gemini Google ali če uporabljamo Claude Anthropic razpolagal s temi podatki. Preberite si recimo OpenAI privacy policy, ne?
policy. Noter je en kup razodeti, ki bi morale skrbeti, ne. Tu piše, katere personal data spremljajo, kako jih uporabljajo. In pa razkritje osebnih podatkov. We disclose your personal data in the following circumstances. Vendors, dobavitelji in ponudniki servisa. Se pravi, dobavitelji, ponudniki servisa v primeru OpenAI, Microsoft in ostali, ki ponujajo to, da deluje ChatGPT. Business transfers, government authorities and other third parties. Kdo so druge, tretje osebe? Se pravi, vsi podatki praktično so lahko posredovani tretji osebi. Tu ni jasno definirano, kdo so te tretje osebe. Zato mi recimo v našem podjetju sledimo temu, da v trenutku, ko so podatki zaupni, ki so pomembni za poslovanje, ostanejo v podjetju. In to se da recimo narediti na način, da se modeli postavijo lokalno in da nič ne gre ven. V nekaterih, kaj bomo rekli, vladnih ali pa državnih organizacijah se pogovarjamo tudi o air-gapped sistemih, se pravi zračno-tesnih sistemih, da so namenjene posebej za to neke strežniške sobe, kjer se lahko dela samo v teh sobah, na teh modelih in na teh postopkih, na določenih nalogah, zato da podatki ne uidejo. Ker podatki so, kot smo že večkrat slišali, več desetletij morda, novost za to. Podjetja, ki sedijo na lastnih podatkih, kot so banke, zavarovalnice, recimo trgovske verige, imajo zelo močan vzvod v tem trenutku. In morajo skrbeti za to, da ti podatki ne pridejo v napačne roke, seveda. Pa še nekaj, kar jaz nikoli ne bi naredil, recimo zdravstvenih podatkov, zdravstvenih kartonov, izvidov in podobno, tudi dajo v ChatGPT, ker kot smo videli recimo v tem, kdo so tretje osebe, ni jasno določeno v privacy policyju in s tem bom tudi tole predavanje zaključil. Hvala lepa, da ste zdržali do konca in hvala, da ste pobrali vse, kar ste morali iz tega predavanja.